sanjali koliko časa? 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca! Lep pozdrav, moje ime je Matej Petek, to pa je kratka analiza sinočne tekme med Dallas Mavericksi, Luke Dončića seveda, in Atlanta Hawksi, Treja Younga. Veliki derbi dveh najbolj opevanih, tudi dveh najbolj uspešnih novincev na začetku te sezone. Dveh novincev od peterice, šesterice novincev, ki res odlično igrajo in upravičujejo tiste visoko leteče napovedi, da bi letošnji nabor novincev znal biti najboljši po tistem legendarnem naboru, vsaj najboljšem naboru tega tisočletja. Leta 2003, ko so bili med prvo peterico izbrani LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh in Carmelo Anthony. Mnogi trdijo, da bi letošnji nabor znal morda celo nekoč prekositi tistega, do tega je seveda še daleč, ampak po samem začetku sezone in igrah, ki jih kaže recimo tista prva peterica draftanih novincev, Luka Dončić, Trae Young, Jaren Jackson Jr., Marvin Bagley in prvi izbor nabora DeAndre Ayton, bi znale te visoko leteče napovedi se res tudi udejaniti nekoč. Tudi zaradi tega je recimo ta dvoboj, derbi najboljših novincev začetka sezone v Združenih državah prenašal tudi nacionalni broadcaster, nacionalna televizija ESPN, namreč večino tekem seveda prenašajo samo lokalne televizije, tiste najbolj zanimive pa prenašajo in povzamejo tudi nacionalne televizije, kot je ESPN ali pa TBS, in te seveda lahko spremljajo po celotnih Združenih državah Amerike. In to je bila zdaj že druga taka tekma od Luke Dončića, po tisti prvi proti Phoenixu in DeAndre Aytonu, sedaj še drugi derbi novincev. In zanimivo je bilo recimo, da ta tekma sprva sploh ni bila predvidena na sporedu ESPN-a, ampak se jo zaradi odličnega začetka teh novincev, od njihovih odličnih iger in akcij, ki zažigajo na vseh družbenih omrežjih, se odločili, da jo bodo prenašali, in Luka je odigral bolje kot na tisti prvi tekmi, vendar na koncu tragičen poraz Dallasa, ki je po vodstvu za kar 26 točk v drugi četrtini na koncu srečanje izgubil. Luka sicer 21 točk, 9 skokov, 2 podaji, blokada, ukradena žoga. Statistiko je lepo napolnil, vendar kaj je razkrila tekma in katere vse probleme je nakazala, pa več v analizi, vendar preden začnem, bi vas samo na hitro poprosil, če nam lahko, tako kot vedno, pomagate z všečkom tega posnetka na YouTubu, če se lahko, če seveda tega še niste storili, tudi naročite na naš YouTube kanal SportInfo.si, enako pa če lahko tudi storite na SportInfo.si, SoundCloud in iTunes platformah, če nas seveda tam poslušate. Vsak všeček, vsak naročnik, vsak komentar nam pomaga k večji prepoznavnosti in če si lahko vzamete kakšno sekundo in to storite, bomo tega seveda zelo veseli. Z Blažem Bertalaničem sva tudi že posnela podcast, ki bo objavljen jutri v petek. Podcast, ki sva ga napovedala v zadnjem skupnem podcastu, in sicer tisti slovenski košarkarsko-nogometni klubsko-reprezentančni podcast, kjer sva spregovorila o odpovedih v obeh reprezentancah, zakaj do teh odpovedi prišlo, upravičene, neupravičene, kdo si zasluži večjo kritiko, kdo je kriv za te odpovedi, kje se skrivajo razlogi. Spregovorila se tudi o iskanju novega selektorja v nogometni reprezentanci po kratkem Kavčičevem mandatu, kdo bi moral sesti na ta stolček, koga si želimo videti na tem stolčku, ali je to kek, je to sploh možno, ali bi morda morali novega selektorja poiskati tudi v košarkarski reprezentanci, tudi o tem sva spregovorila. Potem napoved večnega derbija, ki prihaja to soboto. In za konec še nekaj besed o začetku sezon v košarkarskem državnem prvenstvu, v ABA ligi, tudi v drugi ABA ligi, nekaj o Krki, Sixt, Primorski in pa seveda Olimpiji. Malce pa so pojamrala tudi o tem, kako smo oddaljeni pravzaprav od mesta v Euroligi, od tistega najvišjega klubskega evropskega košarkarskega nivoja. In ali se bomo tja sploh vrnili in kakšne posledice bi znalo imeti to, da Slovenija nima več tega mesta med evropsko elito in da ga morda tudi nikoli več ne bo imela. Toda o teh bolj črnogledih temah, kot sem dejal, v podcastu, ki bo objavljen jutri v petek. Zdaj pa lahko kar počasi začnemo s to analizo sinočne tekme med Dallasom in Atlanto.
Sinoči je igral tudi naš Goran Dragić, na katerega morda ob tem debiju Luke Dončića kar malce pozabljamo, sicer ne na naših Sport.info platformah, vendar tokrat v tej tekmi, ki jo je Goran Dragić z Miamijem po noči igral proti New York Knicksom, niti ni potrebno kaj dosti analizirati. Miami je boljša ekipa, New York je slabša ekipa, še posebej brez Porzingisa. V tretji četrtini, ki so jo dobili z izidom kar 45-20, so naredili tisto odločilno razliko. Tudi Goran Dragić je ravno v tej četrtini igral odlično. Pravzaprav začel in postavil na koncu tudi piko na i na ta divji nalet Miamija, ki je predvsem z odlično obrambo strl, zaprl vse poti do koša New York Knicksov. V napadu oni ponavadi odigrajo vsaj kakšno eno pa pol dobro četrtino, to je sicer njihova slabša stran, ampak če tisto četrtino stisnejo še v obrambi, so sposobni na tak način premagati kar nekaj ekip in kot sem dejal, 25 točk razlike, Goran v tej četrtini 8 točk, metri 4 skoke, še 2 podaji v samo 9 minutah. Svoje sta dodala še Josh Richardson, Hassan Whiteside in kot rečeno Miami na 25 točk razlike, ki jo je uspešno držal vse do samega konca tekme. New Yorku se ni več uspelo približati pod 20 točk razlike, tako da tudi Goran sploh ni več igral v zadnji četrtini. Na koncu tekmo končal z 13 točkami, 5 skoki, 3 podajami, met 4-9, 2-3 za 3, 3-4 prosti meti. Seveda pa je bila tekma med Dallasom in Atlanto precej bolj zanimiva, precej bolj pestra, kljub tudi tam visokemu vodstvu Dallasa, zato ker veselo na delo več o tej tekmi. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly, for the day I die, I'ma touch the sky. Kot rečeno, Luka, kljub temu, da je lepo zapolnil vse statistične kategorije, z izjemo asistenc, parketa ni mogel zapustiti dvignjene glave, zapustil ga je sklonjene glave, tako kot vsi njegovi soigralci, namreč po vodstvu za kar 26 točk so na koncu zapravili to vodstvo in izgubili 111-104. Prvo četrtino so dobili z izidom 42-22, nato v drugi četrtini, kot rečeno, povedli že za 26 točk, nato pa se malce preveč sprostili, začeli igrati preveč ležerno, preveč so se tudi zanašali na met za 3 točke. Vrgli so kar 40 trojk in tudi sicer je Dallas moštvo, ki letos vrže največ trojk na tekmo med vsemi moštvi v ligi. In ko so bili v prvi četrtini, v prvem polčasu razpoloženi pri metu z razdalje, so seveda brez problema povedli z ogromno razliko in to prednost nekaj časa tudi vzdrževali. Ko pa jih je met za 3 točke zapustil, ko so se ohladili iz razdalje, je pa Atlanta, domačini so začeli počasi topiti to razliko, se počasi bližati. Drugo četrtino so dobili 26-16, tretja četrtina je bila več ali manj izenačena, potem pa zadnja četrtina 31-17. Tudi v tej četrtini Dallas še vedno meta ogromno trojk, kar 9 trojk so vrgli, zadeli samo eno. Wesley Matthews je recimo vrgal kar 5 trojk, zadev samo eno in to jih je na koncu tudi stalo zmage. Tekma je bila namreč v vseh pogledih na koncu, vsaj če gledamo statistiko tistih najbolj pomembnih kategorij, precej izenačena. Tudi ko gledamo recimo kategorije izgubljenih žog ali pa točk prejetih po teh izgubljenih žogah, tudi tukaj so bili zelo izenačeni, tudi recimo pri točkah iz protinapadov, 22-21, točke prejete po izgubljenih žogah 17-18. Nikjer ni bilo kakšne opazne razlike. Dallas je seveda začel precej bolj uspešno, ampak potem so se ohladili in na koncu tisto povprečje na koncu tekme je bilo nekje skupaj z Atlanto, ki pa je v samem zaključku odigrala precej bolje, tudi precej bolj pametno. Niso se zanašali samo na met za 3 točke, vendar nekaj bolj tudi igrali pod koš. Predvsem pa so bili njihovi razigrani igralci, njihovi vroči igralci razigrani tudi v zadnji četrtini. Tukaj govorim konkretno o Kentu Bazemoru in Torianu Princeu. Bazemore je dosegel 32 točk, Prince 24, Trae Young, ki je pa v prvih 3 četrtinah igral izjemno slabo, je pa potem to nadoknadil v zadnji četrtini, kjer je metal kar 9 prostih metov, 8 od teh 9 je zadev. Še 2 od 3 metov iz igre, na koncu 13 točk od 17 v zadnji četrtini. Sicer skupni met na koncu zelo slab, 3-12, 5 podaj, tudi 5 izgubljenih žog.
ko potegnemo črto pod skupno statistiko, je Luka v tej individualni statistični kategoriji seveda dobil dvoboj, vendar tistega precej bolj pomembnega dvoboj njunih moštev je pa dobila Atlanta in zato tudi drugi dvoboj, tudi drugi derbi rukijev po tistem proti Phoenixu je Luka na žalost izgubil. Luka je tekmo začel izjemno. On je pravzaprav bil tisti motor, tisti glavni razlog, da je Dallas pravzaprav povedal, da je prvo četrtino dobil za kar 20 točk, 42 proti 22, kot že omenjeno. In Luka je v tej četrtini dosegel 12 točk, med 4-7, 2-4 za 3, še 2 skoka in 1 podajo. Igral je pa samo 8 minut v prvi četrtini. Tudi Wesley Matthews je tekmo začel zelo dobro. Tudi precej bolj racionalno kot v samem zaključku tekme, ko je pa večina žog in napadov pripadla ravno njemu in je po tekočem traku grešil res izjemno nerezonske mete za 3. Pretiraval je s trojkami, ampak zdi se, da ima on letos povsem zeleno luč, kar se tiče Carlisla. Namreč ob vseh teh nerezonskih metih je na koncu skupaj z Jordanom in Dončićem igral največ. Luka, kot rečeno, v prvi četrtini 12 točk, 2 skoka, odličen met, vse je zadeval, iz vseh položajev je zadeval, nekaj uspešnih floaterjev v prodoru, nekaj uspešnih trojk, po tem načelu, ki ga seveda principu, sistemu, ki ga Dallas igra, trojke in pa meti izpod koša v prodoru, nobenih metov iz pol razdalje. Precej podobno igrajo recimo v nekaterih pogledih kot Houston, sicer ne igrajo toliko izolacije, igrajo malce več pick and rolla, vendar lahko v osnovi kar precej paralel potegnemo med igro recimo Houstona, to analitično igro, ki jo seveda sedaj zagovarjajo trojke in prodori. In tudi Luka to igra. Zdaj ena stvar, o kateri smo že govorili in bo verjetno ponavljajoča tema, se predvsem zaradi tega, ker seveda smo vsi spremljali Luko, kako je igral v Evropi, kako je igral v Realu. V Dallasu on ne igra nič kot tradicionalni organizator. Vsekakor je Luka tudi v Dallasu playmaker, ne toliko kot recimo Dennis Smith Jr. in J.J. Barea, predvsem J.J. Barea izjemno dominira posej žoge. Luka je tista sekundarna, občasno pa tudi, ko igra v postavi z 2 playmakerjema, recimo z Dennisom Smithom Jr. in Brunsonom ali pa z Barejo in Brunsonom, je pa celo tista terciarna opcija, oziroma v tistih situacijah je on recimo kar nek precej klasičen stretch four igralec, torej krilo, ki širi prostor za prodore njegovih playmakerjev in je pripravljen za met z razdalje. V ogromno situacijah, ogromno časa on na parketu prebije kot tisti klasični šuter na položaju 2, 3 ali 4, zdaj odvisno koga v obrambi pokriva. Vendar tisti klasični organizator pa ni nikoli. Recimo, če potegnem paralelo z našo reprezentanco, on je na parketu, ko je igral z Goranom Dragićem, bil tista sekundarna playmaking opcija, tisti drugi playmaker, drugi organizator. In tukaj recimo vidimo neke skoraj da identične akcije, ko je Goran recimo prenesel žogo in je bila potem akcija sicer za Luko, vendar je Goran še vedno tisti, ki je začel napad. Take napade recimo tudi Dallas igra, kjer Luka dobi potem žogo na svoji polovici, vendar recimo izjemno malo igra pick and rolla z vrha trojke. Igra recimo kakšen handoff, side handoff, tudi side pick and roll, ampak pick and rolla z vrha rakete pa tudi številke, konkretne številke to potrjujejo. Zdaj številke, ki jih imam na voljo preko Second Spectrum tehnologije, napredne statistične tehnologije, preko kamer, ki so nameščene v dvoranah in lahko seveda natančno ocenimo, kako veliko Luka igra žogo, igra pick and roll, potrjujejo to, kar vidimo tudi na parketu. Namreč J.J. Barea odigra v postavi Dallasa pick and roll 63,6% posesti. Dennis Smith Jr. 37,7, torej 38, Luka Dončić pa manj kot 30, 29% posesti on igra pick and roll. In kar je zanimivo seveda, to lahko potem povežemo še z podatki o številu dotikov ali pa času, ki ga Luka porabi za obvladovanje žoge oziroma koliko časa ima žogo v posesti. Že spet gre za majhne vzorce in tukaj gre za vzorce po prvih 3 tekmah, ta četrta še ni vključena, vendar po tej četrti bo to še bolj potencirano. Ta razlika bo še večja.
Tudi na tej tekmi se je lahko videlo, da je recimo Luka, ko je igral z Barejo, ko je igral z Denisom, še posebej v drugem polčasu, v zaključku oziroma v zadnji četrtini in v tisti drugi četrtini, res ni skoraj da nič organiziral, ampak je žogo dobil kvečem v situacijah, ko je moral zaključevati z metom. In recimo že po prvih 3 tekmah je Dennis Smith Jr. v moštvu žogo obvladoval 6,1 minute, JJ Barea, ki igra manj kot 20 minut na tekmo, jo v tem času obvladuje več kot 5 minut. Luka Dončić pa obvladuje žogo le 3,4 minute. Torej skoraj 2-krat manj recimo kot Dennis Smith Jr., ki igra skoraj 6 minut manj. Torej v tem času, ko igrata Dennis Smith Jr. in Barea, imata žogo ves čas pri sebi. In za razliko, zato sem se navezal na reprezentanco, ker recimo v reprezentanci pa je Kokoškov poskrbel, je stegeral minute oziroma minute tako razporedil, da je Luka vedno igral tudi brez Gorana in v tistih situacijah bil pa primarni playmaker. Začenjal napade, igral pick and roll, je bil on tisti prvi organizator na parketu. In to je recimo tudi, ko je Dončić igral z Julom v Realu, pred tisto Julovo poškodbo, seveda zadnjo sezono, tudi Laso v Realu uporabljal recimo Dončića, kjer je minute razporedil tako, da je Dončić začenjal tekme z Julom, ampak potem tekmo tudi vodil sam na parketu brez Jula. Podobno recimo s Campazom v tej sezoni. Luka je v Evropi igral tudi kot tisti povsem klasični tradicionalni organizator. Tega zaenkrat v NBA, on z izjemo recimo ene pripravljalne tekme parih minut, morda kakšen napad, 2, tukaj kot res tisti klasični organizator, ki prenese žogo, pokliče akcijo in začne napad, tega on ne igra. Tako da tudi recimo ta čas posesti žoge gre na račun tega, da on recimo žoge ne prenaša. Razen seveda, če ne gre za tranzicijo, kjer ujame skok, potegne v protinapad, v tranzicijo, v tem primeru lahko. Drugače pa vedno po ujetem skoku žoga pripade ali Dennis Smithu Jr. ali Bareji, verjetno, ko se pa vrne Harris, bo pa tudi Harris v tej situaciji in pa seveda Brunson, še en rookie. To menim seveda zaradi tega, ker se zdi, da je, in tudi številke že spet to potrjujejo, pick and roll Luke Dončića izjemno uspešen. Kljub temu, da on porabi le 29% napadov za igranje pick and rolla, v teh akcijah ustvari points per possession, številke na posest, praktično isto število točk kot Dennis Smith Jr., ki ima seveda neprimerno, kot smo že rekli, skoraj 2-krat več časa žogo in precej več priložnosti za igranje pick and rolla dobi. Torej logika in tudi številke in tudi tisto tako imenovani eye test, nauč tisto, kar lahko vidimo na parketu, potrjuje, da je pick and roll Dončića in DeAndreja Jordana bolj uspešen kot Dennisa Smitha Jr. in DeAndre Jordana. Barea je dober pick and roll igralec, dober podajalec v pick and rollu, vendar je problem v tem, da on vidi samo pick and roll, kot sem dejal, 65% akcij on na parketu skoraj da porabi za igranje pick and rolla, 65% njegovih posesti. Torej, ko je on v igri, on igra pick and roll, vidi še kakšnega, ki uteka, Dončića pa povsem zapostavlja. In tudi, če potem pogledamo second spectrum podatke o peterkah, ko Dončić igra recimo skupaj v tandemu za Barejo, število njegovih dotikov pade za 85%. To je pa seveda res drastičen upad v primerjavi s četrtinami, ko ima največ dotikov žoge, seveda. Kot slovenski spremljevalci NBA košarke oziroma Dallasa pogosto analiziramo stvari predvsem iz Lukove perspektive, vendar tukaj mislim, da lahko potegnemo zaključke tudi po teh številkah, da več Luke, več Dončića bi pomenilo več dobrih stvari za samo moštvo. Namreč tisto, kar je bilo, ko sem omenil to ignoriranje, to je bilo zelo očitno v drugi četrtini, tudi v zadnji deloma, ampak predvsem v drugi četrtini. Po tistem izjemnem začetku, 4-7 v prvi četrtini, je nato Dončić v 7 minutah druge četrtine dobil samo en met, pa še ta je bil ob izteku napada, ko je pravzaprav moral metati in Dennis Smith Jr. ni imel druge možnosti. Dejansko se je zdelo, da so izjemno vročega Dončića v drugi četrtini soigralci ohladili. Recimo Wesley Matthews je v tem času dobil kar 7 metov. Wesley Matthews na koncu skupaj kar 21 metov. In v zadnji četrtini, podobno kot v drugi, tudi 7 metov. Torej v drugi in zadnji četrtini, ko je bil Dončić najbolj nekako zapostavljen oziroma neizkoriščen v napadu Dallasa, je dobil skupaj 5 metov, Wesley Matthews pa 14 metov.
metal je pa v teh dveh četrtinah 5-14. Absolutno preveč dominiral žogo, absolutno preveč metal trojke in tudi posest žoge že spet je bližje Wesley Matthews Dončiću kot pa Dončić Denisu Smithu Jr., ki je kot omenjeno žogo obvladuje skoraj dvakrat dlje kot Dončić. Torej, to je tisto, recimo mnogi smo se popraskali po glavi, ko smo slišali, da bo Luka igral na položaju krilnega centra, potem smo seveda mislili, da bo vendarle igral kot point forward, kot point power forward, če želite, tako kot recimo LeBron igra, kjer še vedno prenaša žogo, začenja napade, igra pravzaprav kot klasični organizator, vendar iz pozicije krila ali pa tudi krilnega centra. Vendar ne, tega Luka zagotovo ne počne na isti način, ne igra, tako kot LeBron ne igra, ravno tako kot point forward. Zdi se, da želijo, da je on bolj scorer, da on bolj zaključuje napade, da on več meče. In tudi je ogromno metal, na koncu 18 metov med 7-18, 2-9 za 3. Tudi Luka, kvaliteta njegovih trojk je bila pravzaprav v situacijah, ko je metal in glede na njegov položaj in vlogo na parketu, ko igra pravzaprav v vlogi tega stretch four igralca, ki tudi iz kota pogosto, recimo ko igra z Barejo, že omenjenim Barejo, je on več ali manj prikovan na kot in tam širi prostor za prodore Bareje, ker ga seveda vejo, da je dovolj dober strelec, da ga ne smejo pustiti samega. Na drugi strani pa je to ta problem, podobna dinamika in na to sem se že malce navezal, kot recimo med Dragićem in Wadeom v Miamiju, kjer Wade ni nevaren za 3 točke, to vejo vsi nasprotniki in je zaradi tega nekoristen kot ta igralec, ki širi prostor, ker njegov obrambni igralec pomaga pri prodorih seveda Dragića ali pa Dončića v tem primeru, ker tudi Dennis Smith Jr. Ni najboljši pri metu za 3 točke. Podobno pa velja tudi za Barejo. In Luka je vsekakor vrgel kakšno trojko preveč. Na začetku sezone recimo meče skoraj 8 trojk na tekmo, kot sem dejal, Dallas meče največ trojk med vsemi moštvi na tekmo, vendar pa je šele na 22. mestu po odstotku meta za 3 točke. Torej meče ogromno trojk, ni pa zelo učinkovit pri trojkah. Tukaj zagotovo gre za koncept, za stil, za zahtevo trenerja, glede na vse statistične podatke in to, kar vidimo na parketu. Luka meče toliko trojk, ker njegov trener in moštvo želi, da meče toliko trojk. Eno vprašanje, ki se seveda poraja pri teh zgrešenih trojkah v drugem polčasu, vse so bile malo kratke. Že spet lahko tukaj načnemo temo o kondiciji, ali kondicija razlog za to, namreč ko gre kondicija, ko ratajo noge utrujene, gre tudi met. To je dejstvo. Če nimaš nog, nimaš meta. Noge so prav tako potrebne za skokšut, kot tudi roke. Brez enega ali drugega ni uspešnega meta. Morda tudi to igra določeno vlogo, vendar Luka še vedno igra ogromno. V moštvu igra pravzaprav največ, igra skoraj 35 minut na tekmo, to pa je več od pričakovanega. Jaz sem pričakoval, da ne bo igral več kot 30 minut, nekateri celo predvidevajo, novinarji, ki bolj podrobno spremljajo moštvo, pišejo, da morda želi Carlisle Dončića preko velike minutaže spraviti v formo, da ga na tak način getting into shape, dviguje mu kondicijo s tem, da ga na tekmah utruja. In možno je, Luka namreč take minutaže ni igral nikoli v karieri, vsakakor je možno, da je čutil utrujenost v drugem polčasu v zaključku tekme, vendar v zadnji četrtini je odigral dobro. Ko je imel žogo, že spet so se v zadnji četrtini dogajale dobre stvari. In to potrjujejo recimo tudi odzivi in zapisi novinarjev po tekmi, tukaj nismo nič pristranski, nismo nič homeri, preveč domačinski. Namreč Luka je v zadnji četrtini zadel 2 od 4 metov, ujel še 2 skoka, vendar že spet bil je v situacijah, ko je zaključeval napade, ko je moral zaključevati napade in ogromno časa igral brez žoge. Ves čas pravzaprav igral brez žoge, na drugi strani Dennis Smith Jr. in JJ Barea, skupni met 2-7, 5 izgubljenih žog, 3 izgubljene Smitha, ampak Luke skoraj da nista nič videla, ko je bil na parketu, oziroma napad je ves čas tekel preko njiju. In pa preko že omenjenega Wesleya Matthewsa, ki je pa zaključeval ogromno napadov. Zdi se namerno, nenamerno je bila to posledica trenerjevih zahtev ali ne. To bomo šele izvedeli, ampak v tisti drugi in zadnji četrtini je bil Dončić vsekakor zapostavljen in neizkoriščen in se zdi, da bi ga lahko precej bolje izkoristili. In da bi nekateri drugi igralci morda morali malce manj igrati žogo. Namreč Dallas za zmage potrebuje razigran in zelo učinkovit napad, ker njihova obramba je zelo luknjičasta in tukaj Luka ni največji problem. Luka ne blesti v obrambi, tukaj moramo biti tudi do
mega kritični in zagotovo ta slabša kondicija se pozna še bolj v obrambi kot v napadu. Ampak se trudi, igra precej bolje, recimo, vsaj na tej tekmi določenih akcijah. Ko pogledamo recimo napredno Second Spectrum tehnologijo in vidimo številke, koliko metov je branil Luka, tako imenovani contested shots, torej koliko metov si bil dovolj blizu in dvignil roko v obraz igralca, ki je metal na tekmi za 2 ali 3 točke. Luka je 12 metov izpodbijal, branil, bil dovolj blizu obrambnega igralca. Prav tako DeAndre Jordan. 11 metov je branil Dennis Finney-Smith. Dennis Smith Jr. 9 metov. Recimo Powell v samo 12 minutah in to recimo je pa še ena stvar, kjer se lahko vprašamo, zakaj za vraga je pozabil tega igralca oziroma več kot očitno je trener pozabil tega igralca. Dwight Powell na začetku sezone igra odlično, tudi tokrat igral je samo 12 minut, meč 4-4, 4 skoke, 8 točk, še 2 podaji. V tem času je njegova ekipa je dala za 14 točk, plus 14 je bil. Za 14 točk je, ko je bil on na parketu, njegovo moštvo nadigralo nasprotnika. Največ med vsemi igralci, kljub temu, da je igral samo 12 minut, ampak ja, igral je samo 12 minut. Carlisle je povsem pozabil nanj. In kot sem omenil, v teh 12 minutah je branil tudi 5 metov, ampak 5 metov je pa v skoraj 35 minutah igre branil tudi ta Wesley Matthews, ki bi moral biti tisto glavno obrambno orožje poleg DeAndreja Jordana, vendar na začetku, kot sem dejal, igral je več kot Luka, v tem času branil samo 5 metov, Luka pa v minuti manj na parketu branil 12 metov. Pa recimo ni najbolj prizadeven in rigorozen obrambni igralec, vemo. Je v teoriji Wesley Matthews boljši, ampak na parketu danes ni bil. Tudi recimo Dennis Smith je potem v samem zaključku tekme proti Traeju Youngu storil nekaj napak, potem ga je prevzel Wesley Matthews, on storil nekaj napak. Luka je bil res tudi večino tekme skrit, recimo na Vincu Carterju. Ampak v obrambi je solidno rotiral, zaplaval tudi, že spet tudi on zaplava, se izgubi. Predvsem v tranziciji zna pozabiti na svojega igralca, ki ga mora prevzeti, to samo občasno zgodi. Ampak ob vseh teh pomanjkljivostih, napakah, ki jih naštevam, že spet, on ni bil najslabši, daleč od tega pravzaprav. In ravno zaradi tega, ker seveda Luka ni najboljši v obrambi, ampak je še nekaj igralcev, ki so na teh tekmah še slabši, ima Dallas eno izmed najslabših obramb v ligi. Zato je učinkovit napad za njihove zmage izjemno pomemben, to je zdaj drugi neugoden poraz. Oni so izgubili proti Phoenixu in Atlanti zdaj. To sta dve ekipi, ki bi jih morali podnujno premagati. Saj jih zdaj čakajo tekme proti najprej Raptorsom, potem Jazzerjem, Spursom in še Lakersom, preden se bodo pomerili z Knicksi, ki bo že spet eno moštvo, kjer bodo verjetno favoriti, vendar na naslednjih 4 tekmah ne bodo favoriti. In kaj lahko se zgodi, da se znajdejo v situaciji, ko bodo imeli 6 porazov in samo 2 zmagi? In na zahodu je to že luknja, iz katere se izjemno težko izkoplješ, če želiš igrati v končnici. Tako da Carlisle, njegovo moštvo, svoje igralce Dončića čaka ogromno dela, predvsem kemija. Kemija med playmakerji, kemija med Dennisom Smithom Jr. in Luko Dončićem, med Barejo in Luko Dončićem, med temi, ki žogo obvladujejo, ki vodijo napade Dallasa in Luko Dončićem še ni najboljša. Zdi se, mislim, da tukaj ne pretiravamo, če rečemo, da je Luka že sedaj dokazal, da je najboljši igralec Dallasa. Dobro, DeAndre Jordan kot center izjemno igra na začetku sezone, ampak on ni playmaker, on ne igra žogo, njemu je treba pripraviti priložnosti za koš. In v tem oziru bi Luka moral biti bolj angažiran oziroma bolj upeljan v koncept Carlisla, v koncept njegove igre, igrati več žogo, igrati več pick and roll z vrha, ga obkrožiti Luko z 4 strelci oziroma 3 strelci na trojki in potem z vrha rakete lepo pick and roll z DeAndre Jordanom. V takih situacijah se zdi najbolj uspešen, ampak seveda Carlisle ima tudi ta problem, da ima ogromno enk teh tradicionalnih organizatorjev, o tem smo pa že govorili v naših podcastih. Enki ne morejo igrati drugače kot enke in te enke nimajo ravno najboljše kemije z Dončićem in se mi zdi, in številke, ki sem jih predstavil, tudi to potrjujejo, da bi bil lahko bolje izkoriščen in da bi bilo to bolje tudi za samo moštvo. Kot rečeno, sedaj gostovanja, 4 tekme v petek proti Raptorsom, kjer se jim ne bo nič dobrega obetalo, tudi Luko bo verjetno pokrival Kawhi Leonard po vsej verjetnosti.
Torej še en odličen test za Dončića, kjer mu zagotovo ne bo prijetno. In spremljate nas na vseh naših družbenih omrežjih, predvsem seveda Twitter, Sportinfo.si, Facebook, NBA Slovenija, Sportinfo.si, YouTube, Sportinfo.si, Soundcloud in iTunesi, predvsem pa seveda Twitter, kjer smo zelo komunikativni, kjer sem zelo komunikativen, tudi dosegljiv za vsa vprašanja, predloge, kritike, enako tudi na YouTube in vseh ostalih platformah, tako da za ogromno NBA novic, vsega, kar se dogaja v NBA ligi, nam sledite, tudi za najboljše športne podcaste pri nas, če neskromno dodam. Jutri, kot rečeno, nov podcast z Blažem Bertalničem, kmalu tudi novi sogovorniki, do takrat pa vam želim lep pozdrav in uživajte v tem, kar počnete.